How many roads must a man walk down before they call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Okay, yes. How many years can a mountain exist before it is washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, how many times must a man look up before he can see the sky? How many years must one man have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, answer is the answer is there's no heaven. Easy to try. No care below us. Only sky. Imagine all the people living for today. There's no country. It's hard to lose. Nothing to give or die for. And no religion blue. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll triumph, and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger.
a brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. In za mikrofon vabim našo prvo govornico, gospod Nado Pretnar, kot predstavnico Gibanja za pravice Palestincev. Prosim. Dobro večer. Nada Pretnar, Gibanje za pravice Palestincev. Danes smo priča enemu najbolj brutalnih zločinov proti človeštvu, genocidu nad palestinskim prebivalstvom. Več kot leto in pol izraelskega uničevanja Gaze, Zahodnega brega, več kot 76 let izraelske kolonizacije in apartheida Palestine. Vse to že desetletja in tudi danes, tekom genocida, poteka s politično, gospodarsko in vojaško podporo ZDA in Evropske unije. Celoten zahodni svet skupaj s pasivnostjo in oportunizmom preostalega dela sveta, tudi Slovenije, Izraelu dopušča, Izraelu omogoča in Izrael podpira pri masovnem pobijanju palestinskega prebivalstva. V Gazi danes na najbolj okruten način lahko spremljamo, kakšne posledice prinašata pospešeno oboroževanje in militarizacija. Izrael in ZDA, ki nad palestinskim prebivalstvom izvajata genocid, sta namreč med najbolj militariziranimi državami na svetu. Izrael je v Gazi v letu in pol pobil več kot 50.000 in ranil preko 110.000 ljudi, od tega več tisoč otrok. Gaza je popolnoma uničil do te mere, da še desetletje ne bo primerna za življenje. Orožje še nikoli v zgodovini ni prineslo miru in varnosti. Orožje prinaša zgolj uničenje, smrt in trpljenje. Kdo danes lahko verjame, da bodo evropski politični voditelji, ki danes izraelski genocid aktivno, politično in vojaško podpirajo, da bodo ti voditelji z nakupovanjem orožja v vrednosti več 100 milijard evrov skrbeli za mir? Da bodo ti politični voditelji, ki danes kupujejo izraelsko, na Palestincih in Palestinkah testirano orožje in ga uporabljajo proti beguncem in begunkam na evropskih mejah, da bodo ti voditelji skrbeli za varnost. Sprašujemo jih, varnost za koga? Gonja za oboroževanjem je pogon vojaški industriji in kapitalu, ki bo prinesel vrtoglave dobičke peščici ter vojno in uničenje vsem ostalim. Danes Palestina, Libanon, Jemen, Sirija, Kongo, Sudan, Ukrajina. Kaj bo jutri? Danes smo tukaj zato, ker nasprotujemo ponovni militarizaciji Evrope in zapravljanju 100 milijard za orožje in vojaško opremo, namesto da bi vlagali v javno zdravstvo, šolstvo in socialo. Danes smo tukaj zato, ker nasprotujemo evropski podpori izraelskemu genocidu nad palestinskim prebivalstvom. Danes smo tukaj zato, ker nasprotujemo imperializmu, kolonializmu in terorizmu zahodnega sveta, ki pod vodstvom ZDA predstavlja največjo grožnjo stabilnosti tega sveta. Danes smo tukaj zato, ker smo proti vojnemu dobičkarstvu in kapitalističnemu sistemu, ki ga poganja. Danes smo tukaj zato, ker zahtevamo enakopraven, pravičen, demilitariziran in svoboden svet. Hvala. Na oder vabim pesnico Anjo Zak Golob. Wisława Szymborska, Dlań.
27 kosti, 35 mišic, kakšnih 2000 živčnih celic v vsaki blazinici naših 5 prstov. To je čisto zadosti, da napišeš Mein Kampf ali Medveda Puja. Toliko tega ne vem, ne razumem. Prevečkrat se vprašam, kako je to mogoče, in premalokrat imam odgovor. Prihajam iz krajev zadnjih bitk druge svetovne vojne na naših tleh. Od otroštva nosim v sebi kip ogromne ročne granate, iz katere letijo golobi, in podobe starih ljudi, ki so na lastni koži občutili pekel vojne in ki ponavljajo eno in isto: nikoli več vojne. Zdaj je ta nikoli več prišel. Potisnjeni smo vanj kot nemočne lutke in ne vem, kako ga živeti. Ne vem, kako molčati. Ne vem, kako gledati stran in se delati, da je tu vse normalno, a hkrati ne znam povedati nič, kar bi stvari spremenilo. In ne vem, kam z vso tesnobo, ki se mi razrašča v prsih, da težje in težje diham. In ne razumem, čemu je tako težko dojeti, da smo ljudje, ne le številke, in kaj to pomeni. Da orožje ni eksponat, temveč da ubija. Da smo, če to dopustimo, vsi mi obsojeni, da bomo kolateralna škoda. In da potrebujemo tudi poezijo, ne le paštete. Mi, naše duše, hrepenijo po lepoti, bližini, sočustvujejo, hočejo biti več od zgolj svojih denarnic. Mi hočemo biti ljudje. Jaz ne želim kričati. Rada bi živela v svetu, kjer enako šteje še 5. Svetu, ki ceni kulturo in spoštuje umetnice in umetnike. Kjer je poezija zaželena, ne zaničevana. Ki razume, da imamo samo eno življenje, samo ta čas tukaj in zdaj. Ko je vojna, ljudje ne živijo, prezaposleni so s preživetjem. Za življenje je potreben mir. Svoboda je glagol, ljubezen je glagol in tudi mir je glagol. Toliko tega ne vem, ne razumem, a tukaj stojim, ne morem in nočem drugače. Kar hočem je, da bi dlan Evrope ta čas, tukaj in zdaj, zmogla dovolj modrosti, da v pesmi Višlave Šimborske Dlan, njen izbor ne bi bil Mein Kampf. Danes smo se zbrali tukaj ljudje, ki upajo, ljudje, ki so se ustrašili cinizma za kavčom in stopili ven. Se srečali zato, da odločno rečemo ne vojni in ja miru. Kaj se pa zgodi potem, ko nas več ni? To bo pa Jani zdaj. Kdo bo mene pokopal? Kdo bo mene pokopal? Kdo bo mene pokopal? Če nikogar več ne bo, kdor z orožjem zdaj rožlja, kdor z orožjem zdaj rožlja, kdor z orožjem zdaj rožlja, tam na vojno se ravna, tam me bo na vojno gnal, tam me bo na vojno gnal,
me bo prodal, ko bom sam na fronti stal. Ko bom sam na fronti stal, ko bom sam na fronti stal, se bo politik krohotal. Bogatim vojna je profit, bogatim vojna je profit, bogatim vojna je profit, a revnim smrt je le dobit. Kdo bo mene pokopal, kdo bo mene pokopal, kdo bo mene pokopal, če nikogar več ne bo. Kdo bo tebe pokopal, kdo bo tebe pokopal, kdo bo vas vse pokopal, če nikogar več ne bo. Hvala, Jani. Nekaj nas še je, ki lahko primemo lopate v roke, ampak da ne bi prehitro se pokopavali, na oder vabim Evo Marn, ki bo prebrala govor Anice Mikuš-Kos. Anica Mikuš-Kos bo čez nekaj dni stara 90 let. Danes ni utegnila priti, je pa napisala za nas nekaj. Torej, kot majhna deklica je bila žrtev, oziroma je bila v vojni, drugi svetovni, je bila stara, si lahko zračunamo, kakšnih 7-8. Zdaj je pa že v tretji. Sedim za računalnikom in razmišljam, kaj naj napišem ob shodu za mir. Toliko besed je bilo v teku tisočletij napisanih in izrečenih proti vojnam za mir. V mojih učenih knjigah je zapisano, da so med vsemi ranami in izgubami najbolj boleče, povzročajo največ trpljenja, največ gorja tiste, ki jih človek namenoma povzroči drugemu človeku, ljudem. V knjigah tudi piše, da vojne med vsemi množičnimi nesrečami usmrtijo in pohabijo telesno in duševno največje število ljudi. In v poročilih Organizacije Združenih narodov beremo: posebej je danes tragično stanje otrok po svetu. UNICEF poroča, da je leto 2024 za otroke prizadete zaradi oboroženih konfliktov eno najhujših v zgodovini. Več kot 473 milijonov otrok, torej skoraj vsak 5. otrok, živi v konfliktnih območjih. 47,2 milijona jih je razseljenih. Odstotek otrok, ki živijo na področjih oboroženih spopadov, se je z 10% v 90 letih prejšnjega stoletja povečal na skoraj 19%. In ko se sprašujem, odkot ta samouničevalna težnja človeškega rodu, najdem vrsto razlag, ekonomske, politološke, družboslovne, psihološke, religiozne, biološke in še kakšne narave. Toda pošteno povedano, nobena teh mi ne pojasni, ne daje odgovorov na vprašanje, zakaj človeški rod mori svoje člane, zakaj se medsebojno trpinčimo. Še nečesa ne razumem. Odkrivamo vse več o sestavi in delovanju vesolja in o bioloških procesih značilnih za živa bitja. Naši tehnični in digitalni izumi so vse bolj veličastni. Hkrati pa ne uspemo dojeti in sprejeti osnovne modrosti o ohranjanju življenja človeške vrste. Imamo zakone o ohranjanju ogroženih rastlinskih in živalskih vrst in ti v nekaterih primerih celo uspešno delujejo. Tudi za ohranjanje človeškega rodu imamo zakone, konvencije in druge zavezujoče listine in institucije, v katere smo vložili veliko miselnih naporov, dela, denarja in vanje položili veliko upanja, da nas bodo varovali. Toda prav v sedanjem času postaja vse bolj očitna njihova nemoč pri preprečevanju človeške morije. Samo v 80. letu po koncu druge svetovne vojne vodilno geslo v povojnem času je bilo nikoli več.
Nismo ga udejanili. Med letoma 45 in 2025 je bilo mnogo vojn. Danes nam naši voditelji, torej tisti, ki naj bi bili najboljši, najpametnejši, najmodrejši med nami, grozijo z novimi vojnami in terjajo, naj se nanje pripravimo z usmerjanjem denarja v oboroževanje. Tudi denarja, ki je bil namenjen za zaščito najbolj prikrajšanih, najbolj pomoči potrebnih. Vendar nam jadikovanja in razmišljanja o nerazumljivih zlih silah in dogajanjih ne pomagajo veliko. Bolj obetavno je razmišljanje o dobrem v človeku, v človeških skupnosti. V značaju ljudi je tudi težnja po spreminjanju sveta na bolje, po uveljavljanju dobrega, po zaščiti pred zlom. Poleg zla je tudi dobro. Osnovno stvarno vprašanje za vsakega med nami je, kaj lahko jaz storim, da bo prevladalo dobro, da bomo živeli v miru, da bom zavarovala sebe, sočloveka, svojo skupnost, svoj planet. Odgovorov na to vprašanje je veliko, pa tudi ljudi, ki želijo odgovoriti na to vprašanje, je zelo veliko. Zberimo svoje umske, duhovne, človečnostne, življenjske sile in iščimo skupaj odgovor na vprašanje, kako se izogniti silnicam množičnega nasilja, trpljenja in mori. V obdobju iskanja poskušamo vsaj po kapljicah prilivati dobro v bazen zaščite, dobrobiti človeškega rodu. Naj zaključim. Ljudje vseh dežel, ljudje našega planeta, združimo se v prizadevanjih za ohranjanje miru, za življenje in dobrobit vseh ljudi. Prevzemimo pobude in dejavnosti za mir. Ne zanašajmo se na delovanje svetovnih institucij, ne pripuščajmo se jim. Na vsezadnje je mir ena osnovnih preživetvenih dobrin, ki zadevajo celotno socialno tkivo človeštva. Ne zanašajmo se na zagotavljanje miru od zgoraj navzdol. Razvijajmo varovalke miru v osnovnih socialnih mrežah našega življenja in odnosov. Postanimo in ostanimo dejavni varuhi miru, saj nihče ne bo namesto nas sejal semena miru in dobrega in plev trave nasilja in zla. Hvala, Anica. Drage protestnice, dragi protestniki, se slišimo? Tudi od zadaj? Ok. Tukaj smo, da na glas povemo ne vojni, a ja miru, ne oboroževanju. No, super, igralec, ki ne zna govoriti. Na oder vabim človeka, ki je vešč z besedami, aktivista Miho Blažiča Ntoka. Ko nam politiki razlagajo o tem, da moramo okrepiti naše obrambne kapacitete, radi uporabljajo prvo osebo množine. Mi potrebujemo povečati naše obrambne kapacitete. Vprašanje, ki jim ga velja postaviti je, kdo smo to mi? Kdo smo pravzaprav mi? Koliko od nas, ki stojimo danes tukaj, koliko nas, ki stojimo danes tukaj, jaz, ti, vaši sodelavci, družinski člani, koliko imamo besede pri tem in koliko bomo imeli besede pri tem, katero orožje se bo kupovalo, za kakšne namene, v čigave roke bo šlo. Koliko imamo mi besede pri tem, koliko imamo ljudje, ki bomo plačali to orožje, besede pri tem, zakaj se bo uporabljalo. Jaz mislim, da nič. Tako kot v 90-ih nismo imeli nič, ko so naši politiki izpeljali svoje orožarske posle. Tako da, ko govorijo... Se pravi, ko govorijo mi, mislijo sebe. Mislijo vladajoče razrede v Evropi, v Bruslu, v našem parlamentu. Oni govorijo o sebi. Oni potrebujejo to orožje, ne mi. Baje bojo s tem orožjem rešili vse krize, vse probleme, ki jih imamo zdaj. Zdaj, jaz verjamem, da mnogo od ljudi, ki tukaj stojite danes, ste stali tudi leta 2015, pa še prej 2012, ko smo imeli evropsko dolžniško krizo. Takrat se spomnimo, kako so vladajoči razredi v Evropi reševali to krizo. Ni se dobro končalo za nas. Ni se dobro končalo za nobenega izmed narodov na periferiji Evrope, pa ne nazadnje tudi v centru Evrope, ne. Takrat smo 7 milijard evrov mogli dati bankam javnega denarja,
da smo plačali njihove luknje, takrat smo mogli privatizirati, razprodati 15 ključnih državnih podjetij, zamrzniti plače, rezati socialo, varčevati na upokojencih in tako naprej. In to ne samo mi, to cela Južna Evropa. Tako so takrat naši veljaki iz Evropske komisije, Evropske monetarne unije in Mednarodnega državnega sklada reševali krizo, da so milijone in milijone ljudi pahnili v revščino. Zdaj, retorično vprašanje je, ali jim zaupamo orožje v rokah. Od takrat naprej se krize namreč niso končale. Kaj se je zgodilo, ko smo imeli konec evropske dolžniške krize? Potem je kar naenkrat bila Brexit kriza, potem je bila migrantska kriza, potem je bila korona kriza, potem je bila ukrajinska kriza, palestinska kriza, zdaj imamo kar naenkrat Trump krizo, Putin krizo, ni konca teh kriz. Vsako leto so pogostejše. Ali so te krize posledice ali so vzrok? In slej ko prej se moramo postaviti vprašanje, ali so krivi vsi drugi zunanji dejavniki ali so krivi ti vladajoči razredi sami. Zdaj, če so krivi oni, pa so naše naloge zelo jasne. Naš sovražnik je doma, ne v tujini. Zdaj, marsikdo nam bo povedal v tej situaciji, ne, zdaj moramo biti realisti, mirovništvo je v tem trenutku utopija, to ni nek realen projekt, zdaj v tem trenutku je situacija čisto drugačna, kot je bila kadarkoli prej, zdaj ti ljudje, ki so nas peljali iz krize v krizo in mimogrede niti ene rešili, zdaj ti ljudje rabijo sem še malo več denarja, pa sem še malo več orožja, pa bo pa vse v redu. In mi moramo vsi biti zdaj realisti in jim slediti v tem programu. Kaj pa, če tega ne bi naredili? Pravzaprav si lahko postavimo vprašanje, kdo je tukaj zares utopist? Kdo je tisti, ki verjame v utopijo? Mi, ki verjamemo, da je v interesu vseh ljudi po svetu živeti med sabo v miru, ali tisti, ki verjamejo, da nas bodo ti vladajoči razredi še z malo več orožja v rokah, pa zdaj končno razrešili vse probleme, ki smo jih imeli. Jaz mislim, da so oni, ki se hočejo oboroževati, tisti, ki so utopisti v tej situaciji. Oni so tisti, ki sedijo doma za tipkovnicami in se obnašajo, kot da ukazujejo zdaj vladajočim razredom, kako naj razrešijo neke probleme v svetu, kot da imajo kakršenkoli vpliv na to. Nimajo ga in nobeden od nas nima in s tem se moramo soočiti. Naš sovražnik je doma. Mi nimamo moči tukaj, da bi vplivali na najosnovnejše probleme, ki jih imamo pred našimi vrati. Kaj šele, da bomo reševali ljudi na drugem koncu sveta in s tem se je treba soočiti. Zato mirovništvo ni neka pasivna pozicija. Daleč od tega. Mirovništvo danes pomeni reševati krize pri njihovih vzrokih. Poseči v stanje stvari takšno, kot je, in v lokacijah, kjer lahko to naredimo, v situacijah, kjer to lahko naredimo, v naših sosedskah, na naših delovnih mestih, pred našim parlamentom, pač tukaj imamo mi moč in tukaj moramo poseči v stvari. Mirovništvo je aktivna pozicija, to ni neka pasivnost. Mirovništvo pomeni, da hočemo spremeniti našo družbo. Mirovništvo po mojem pomeni, da moramo mi ustaviti razkrajanje socialne države, pomeni, da moramo ustaviti obubožanje delavcev, pomeni, da moramo ustaviti uničevanje planeta, pomeni, da moramo ustaviti privatizacijo, prekarizacijo in vse ostalo, kar meče ljudi v negotovost.
To so naši problemi. Populisti, ki jih vidimo na oblasti, ki se vzpenjajo povsod po Evropi in ki nas ogrožajo, menda, niso vzrok, ampak so posledico tega, da se razkraja in uničuje vse varnostne mehanizme, ki jih imajo zato, da bi ljudje lahko dobro živeli. To je posledica in ne vzrok. Mirovniki pa se moramo stvari lotiti pri vzroku. To pa pomeni tudi soočenje s tem, kaj pravzaprav je Evropska unija in kaj pravzaprav je NATO. Se pravi, mirovništvo pomeni tudi odgovornost, da razkrojimo to druščino kapitalistov, ki uničuje planet in postavimo mednarodne odnose na novih solidarnostnih temeljih, na temeljih solidarnosti med delavci vsega sveta. Ker ob koncu dneva so oni tisti in smo mi tisti, ki bomo umirali na frontah in ne oni. In temu je treba tukaj in danes reči glasen ne. Spoštovane protestnice, spoštovani protestniki, med vami krožijo pisma miru, na katerih lahko poskenirate QR kodo, če želite pomagati iniciativi za mir, da se pridružite in vaše prostovoljno delo, vaš prostovoljni čas usmerite v napore, ki bi delovali v smeri, o katerih je govoril Miha. Preden se odpravimo na pot pred parlament, pa na oder še enkrat vabimo Janja Kovačiča za še eno pesem, potem pa gremo aktivno naprej. Malo je razglašena, no? Okay. Ko pod noč sem bedel, sam sem pred hišo sedel in gledal sem mesec, a ta je hladno svetil, me s srebrom oblil, ta nebesni pešec, mesec. O, mesec, ti veš, kako težko je v nočem in koliko je gorja in prelitih solza, a to se povedati ne da. Ko pod noč sem bedel, a sam sem pred hišo sedel, sam se spomnil mame, moje mame, kako je po noči bežala, kako se po dnevi je bala in zrasla v strahu. In ko se je vojni film vrtel, je ugasnila TV in obrnila glavo, a dosti je hudega bilo, verjela je, da je bila tisto zadnja vojna. Mesec se je skril, oblak ga je pokril, v bloku je zavekal otrok in mati ga poboža, nežna dlan ga boža. Sanje, 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 pridite nazaj. Kaj bi dal, da otrok ne bi spoznal, a vojne in gorja, obupa in solza, da le s čarovnijami
sveta se igra. Te bomo pa, če boste bili za to, takole bi šlo to. Dajmo si roke, da objamemo ta naš svet kot veliko žogo. Dajmo si roke, da objamemo ta naš svet kot veliko žogo. Dajmo si roke, da objamemo ta naš svet kot veliko žogo. Dajmo si roke, da objamemo ta naš svet kot veliko žogo. Podajmo si roke in se odpravimo na pot pred parlament. Sledite gospodarju vojne in transparentu, šli bomo po Čopovi, po Slovenski in Šubičevi. Drage mirovnice in mirovniki, drage razumnice in razumniki, vsako leto države vlagajo vedno več denarja v orožje in vsako leto je na svetu več vojn. Vojni huskalči, avtoritarni voditelji, tehnološki milijarderji, vsi skupaj spodkopavajo temelje demokracije, svobode in naše skupne prihodnosti. Namesto sodelovanja, namesto medčloveškega spoštovanja se uveljavlja logika vojne, logika moči, logika nasilja. A zdaj ni čas, da prilivamo olje na ogenj, zdaj ni čas za novo oboroževalno tekmo, zdaj je čas za dosledno mirovno politiko. K temu nas ne zavezuje le človečnost,
K temu nas zavezuje tudi Ustava Republike Slovenije, ki v 124. členu pravi: pri zagotavljanju varnosti izhaja država predvsem iz mirovne politike ter kulture miru in nenasilja. Alternativa je pogubna. Če bomo to pot zapustili, bomo mednarodne odnose znova prepustili brezsrčnim generalom in pogoltni vojaški industriji. In spet bomo gledali, kako mlade fante pošiljajo na fronte. Zato danes tukaj zbrani zahtevamo. Zahtevamo od vlade, zahtevamo od opozicije. Prvič, da Slovenija postane odločen in aktiven glasnik miru, solidarnosti in pravičnosti, doma, v Evropi in po svetu. Drugič, da Slovenija vodi mirovno diplomacijo, ki temelji na dialogu, mednarodnem sodelovanju, na razoroževanju in omejevanju proizvodnje orožja. Tretjič, da poveča razvojno pomoč, da zagotovi varne poti in azil preganjanim in pomaga razrušenim državam pri obnovi skupnosti in demokracije. Četrtič, da varuje pravico do ugovora vesti za moške v Sloveniji, v Ukrajini in povsod, kjer se to pravico tepta. In petič, zahtevamo, da v šole vključi vzgojo za mir in omogoči ljudem, da se naučijo nenasilnega upora in odzivanja na krize. Če bomo to uresničili, lahko Slovenija postane zgled. Lahko pokažemo svetu, da je trajen mir možen, da stabilnost ne zagotavljajo tanki, temveč solidarnost, pravičnost in kultura nenasilja. Dovolj je bilo nenačelne politike do aktualnih vojn. Dovolj je bilo laži, da zaradi oboroževanja ne bo rezal v socialo, v zdravstvo in v šolstvo. Dovolj je bilo manipulacij, da več orožja pomeni več varnosti. Zdaj je čas, da pogumno rečemo ne. Ne v mojem imenu. Ne v mojem imenu. Ne v mojem imenu. Zahtevamo politiko, slovensko in evropsko, ki bo gradila mostove in ne okope. Spoštovani, simbolično predajamo naše zahteve Državnemu zboru. Predajamo naše zahteve Državnemu zboru in nadaljujemo z našimi zahtevami. Tako, evo, pardon. Mir, ne vojne. Od vlade Republike Slovenije, Državnega zbora in predsednice države zahtevamo dosledno spoštovanje 124. člena Ustave, ki se glasi: pri zagotavljanju varnosti izhaja država predvsem iz mirovne politike ter kulture miru in nenasilja. Odločno in aktivno diplomatsko zavzemanje za mir, solidarnost
razvoj, socialno varnost in javno infrastrukturo, ne za orožje in vojne dobičkarje. Imamo politiko, ki temelji na mednarodnem sodelovanju, dialogu in ne oboroževalni sekciji. Sankcije zoper Izrael je aktivna agresija. Predsednik vlade Robert Golob je danes, mogoče ravno zdaj, v Parizu na sestanku koalicije voljnih. Hkrati je pa njegov kabinet izdal sporočilo, da se Slovenija ne bo pridružila koaliciji voljnih. Sprašujemo se, koga vleče vlada za nos. Makrona ali mogoče nas? Verjetno veste odgovor. Mi, kot je bilo rečeno, mi zahtevamo samo to, da se vlada ravna po slovenski ustavi, ne pa po ukazih birokracije Evropske unije. Mi zahtevamo, da slovenska vlada uveljavlja politiko miru, dejavno, javno, pošteno in da ne hlapčuje imperialistični birokraciji Evropske unije. Imperialistična birokracija Evropske unije ni naredila nič, da ustavi genocid nad Palestinkami in Palestini. Narobe podpira genocid. Slovensko vlado pa ustava, pa ljudstvo Slovenije obvezuje, da prepreči, da ustavi, da naredi vse v svoji moči, da zaustavi genocid in okupacijo Palestine. Zato zahtevamo, da slovenska vlada, da podjetja, univerze, da vse organizacije pretrgajo sodelovanje z Izraelom.
zavračamo militaristično politiko imperialistične birokracije Evropske unije, nočemo vojne z Rusijo, ki jo pripravlja birokracija Evropske unije. Gnusijo se nam krvavi dobički evropskih orožarjev, zahodnoevropskih orožarjev. Nočemo, da nas omadežuje peščica vojnih dobičkarjev in krvavih orožarjev. Nobenih vojnih dobičkov v našem imenu, to velja tudi za slovenska podjetja. Podporo mednarodnemu sodišču za vojne zločine v Hagu, tako je. Naj končam, ne gremo na vzhodno fronto, raje gremo ven iz NATO pakta. Politiko, ki bo gradila mostove in ne okopov. Prosto! Poslali ministrice, poslali predsedniki, da se mi povemo, kaj se mislimo. Ja, za storje, ja. Pa se veš, Ko bi bilo drugače, za nami ne bi bilo tisočletij vojn in ne za drobec mirnih časov vmes. Ljubezen do vojne srečamo na vsakem koraku. In ko se vojna konča, ljudje vajeni ubijanja doživljajo abstinenčnost. V Sloveniji, ki je domnevna oaza miru, je veliko ljudi, ki obožujejo nasilje. Kakorkoli jih pogledamo, se jih drži orožje. Od želja po sproščeni nabavi, po ameriškem zgledu, do strelskih društv, ki jih ustanavljajo, da v trgovini z orožjem ne govorimo. Ne smemo pozabiti, da so leta 1991 Slovenijo pred razrušenjem in vse nas rešili poveljniki, ki so zavrnili ukaz za nesmiselno morijo. Ukaz, ki je prišel iz istih vrst kot današnja najbolj nasilna retorika. Zato nažalost ne preseneča njihovo občudovanje najbolj grozljivih režimov, odgovornih za genocid. In potem naj takim ljudem, ki obljubljajo boljše čase, zaupamo vodenje države. Ampak razdrobljeni v iskanju malih rešitev na različnih področjih bomo vselej plen čvrste, odlično organizirane militaristične skupine, ki ima stalno podporo petine državljanov. Čeprav nas je tistih, ki smo na strani miru in sožitja, veliko več, pa veliko manj naredimo za mir, kot naredi manjšina za sovraštvo in vojno. Zato mislim, da se je treba najprej upreti največji grožnji današnjega časa. To je stopnjevanje oboroževanja in nasilja, pri katerem vsakodnevno ubijanje otrok in mater postaja rutina pred očmi vse manj občutljive javnosti.
In vselej je največ žrtev med tistimi, ki sanjajo o miru in nikoli niso nikomor storili ničesar žalega. 10 000 otrok, ki jih izbirajo v Ameriki narejene in Izraelu prodane pametne bombe. Potem, ko smo zamudili skoraj vse, kar se je v domnevno demokratičnem razvoju Ukrajine in njenih skrbnikov dalo zamuditi, pač ni rešitve, ki bi prinesla pravičen mir. Predtem smo zamudili tudi vse, kar bi se morda dalo narediti, da bi bilo bivanje sicer izrazito nedemokratično v Rusiji vsaj znosno. Tako tudi ni več pravičnega sveta, v katerem smo dopustili jedrsko orožje, proti kateremu ni več obrambe. Zato je popoln nesmisel govoriti, da kdorkoli lahko premaga jedrsko velesilo. Pa se še slišimo? Če veliki mislec Francis Fukuyama, naš nedavni gost, obžaluje, da ZDA niso pomagali v Ukrajini premagati Rusijo, ker bi to lahko dosegli, potem je v resnici blizu njegov konec zgodovine. A to še ne pomeni, da moramo poklekniti pred velesilami. Nadaljevati je treba borbo za odpravo jedrskega orožja, kar smo v preteklosti že začeli. In verjamem, da so nove generacije še ne zastrupljene sovraštvom zoper kogarkoli tega sposobne. Sedanja slovenska politika ni najboljši zgled. Ni mirne pokončnosti, ki bi bila marsikomu dober primer. Prevladujejo servilnost in občasne kritike na neprave naslove. Drugi del naše politike odlikuje odločnost, ki pa dokazano in že izpričano vodi v pogubo, ker je izključno militantna. Da je mir kljub vsem težavam mogoč, pričajo pogajanja, ki so že skoraj uspela, če jih ne bi v zadnjem trenutku preprečili vojni dobičkarji, kot na primer Boris Johnson na čelu bivše kolonialne velesile, ki se še vedno tako počuti. Zavest o spoštovanju človekovih pravic je v Sloveniji danes na srečo višja kot v večini Evrope. Nihče ni zaprt, niti ne izgublja službe, če kritizira genocid Izraela nad Palestinci. Na tem še dovolj zdravem jedru družbe poskusimo graditi mir brez oboroževanja in z voditelji, ki to razumejo in uresničujejo. Ker nimam nobenih zanesljivih nasvetov in priročnih rešitev, kako to doseči, naj končam z besedami astronautke, tudi našega rodu Sunite Williams. Kako nesmiselno je sovraštvo, vidimo, ko se dvignemo. V vesolju smo samo ljudje, ameriški in ruski prijatelji, astronauti na isti ladji. Meja med nami se zavemo šele, ko se vrnemo na Zemljo. Čeprav nas je zdaj le malo, ampak vseeno več, kot smo najprej pričakovali, vseeno verjamem, da smo lahko močnejši od netilcev vojn in sovraštva. Hvala. Ponovno obešamo na zidove vlade naše zahteve, ki jih bom še enkrat prebral. Mir, ne vojne. Dosledno spoštovanje 124. člena Ustave. Pri zagotavljanju varnosti izhaja država predvsem iz mirovne politike ter kulture miru in nenasilja. Odločno in aktivno diplomatsko zavzemanje za mir, solidarnost in pravičnost, doma in v tujini. Več sredstev za razvoj, socialno varnost in javno infrastrukturo, ne za orožje in vojne dobičkarje. Mirovno politiko, ki temelji na mednarodnem sodelovanju, dialogu in ne oboroževalni tekmi. Sankcije zoper Izrael, ki aktivno izvaja genocid. Varne poti in azil vsem žrtvam vojn ter pomoč državam, ki jih razdirajo vojni konflikti. Slovensko
in evropsko politiko, ki bo gradila mostove in ne okopov. Spoštovane protestnice, spoštovani protestniki, hvala, da ste danes prišli sem. Gospod Petrovc je rekel, da nas je več, kot smo pričakovali. Verjamem in upam, da nas bo naslednjič še več. Preden se razidemo, pa pred nas ponovno vabim protestni pevski zbor Lubenice, da nam še enkrat zapojejo. Zapeli bodo pesem v priredbi Andreja Rozmana Rosa. Govori o domoljubih, hvalamurih, nekokratnih kinogradih, proizvodnih njihovih novih kubih in nakupnih kasah in rasah, klobasah in rasah, spremljačah in krašah in plašah. Mi želimo le, da svet pravi mir. Mi pa pravimo le, da svet pravi mir. Najprej se govori o novih teroristi, disciplini, aktivisti, komunisti, kolumnisti, onanisti, tisti, raznih listi. Mi pa pravimo le, da svet pravi mir. Mi pa pravimo le, da svet pravi mir. Najprej se govori o strankah in bankah, kreditih, obestih, zarotih, drogih in starih predsodkih. Mi pa pravimo le, da svet pravi mir. Mi pa pravimo le, da svet pravi mir. Najprej se govori o škofih in grofih, ministrih, kralistih, dobrovnih in klonih, sklonih, milijonih in makaronih. Mi pa pravimo le, da svet pravi mir. Mi pa pravimo le, da svet pravi mir. All we are saying is give me a chance. All we are saying is give me a chance. Mi pa pravimo le, da svet pravi mir. Mi pa pravimo le, da svet pravi mir. It's give me the clear.
hvala še enkrat vsem, da ste prišli. Imamo pa tudi gospoda Alberta, ki si je zaželel povedati pesem. Prosim. Slovenija mora postati kovačnica miru. Mir to so tla, na katerih edinih lahko uspevajo zreli sadovi. Mladi sveta, združite se za mir. Mi, starejši, odpiramo vaš korak. Mir ni le beseda. Mir si ti, mir sem jaz. Mir je najin odnos. Kakršen mir gradiva, takšni so gradniki jutrišnjega dne. Še enkrat, otroci sveta in mame, ne rojevajte jih za kanon futer. Niti hčera, zato da bodo sestre svojim ranjenim bratom. Naj živi mirna Slovenija.